Ja, hvala za obisk, Igor. V teh apokaliptičnih časih. Hvala za povabilo. Prosim. Malo smo že govorili o tem virusu, ne? Ampak mogoče predlagam, da se ne dotikava tega. Itak je že v medijih dosti govora o tem. Ne? Preveč. Mnogo preveč. Ja, jaz najprej začnem z gosti, da v bistvu malo povejo svojega ozadja, pa kako so prišli na to pot. S čim se v bistvu ukvarjaš? Ne? Verjetno imaš v mislih pot duhovnosti. Oboje. Pa kako se prepleta, mogoče bova tukaj se nekako našla. Ne? Ja, jaz sem drugače končal najprej računalništvo, diplomo in sem imel to srečo, da sem pa dobil dobrega mentorja, profesorja Bratka, in me takoj za mladega raziskovalca, in jaz sem bil takrat čist navdušen nad tem. Umetna inteligenca, strojno učenje, to je mene vedno vleklo. Vedno me je fasciniralo in takrat v študentskih letih sem tudi verjel, ne, da človek v bistvu se da modelirati s strojem in da ljudje smo tudi neke vrste stroji. In pač v računalništvu se temu reče potem Turingov stroj, teoretično. Vse, kar se da izračunati z Turingovim strojem. Turingov stroj je pravzaprav samo druga beseda za algoritem. In to me je zelo vleklo. Ne, to, kako bomo naredili računalnike bolj pametne, pa kako se bojo učili in tako naprej. In seveda tako s srcem sem se tega lotil, intenzivno sem delal. Medtem je pač tudi družina nastala, 2 otroka. Še v vojsko sem moral po magisteriju iti, 1 leto sem zgubil, plus še 1 leto, da sem se nazaj vrnil v spet raziskovalne vode. No in po doktoratu, takrat doktoriral sem iz področja nevronskih mrež, kar je danes tako zelo aktualno. In je danes pravzaprav povzročilo ta boom, da vsi govorijo o umetni inteligenci in o posledicah, možnostih in strahovih, ki jih to prinaša. No, ampak jaz sem s časoma s temi raziskavami pravzaprav videl, koliko so te naši algoritmi in Turingovi stroji omejeni. Dejansko sem počasi zgubljal tisto prepričanje, da bojo stroji res lahko popolnoma nadomestili človeka in ga popolnoma simulirali. No, pa se je pa čist skozi zdravje zgodila zgodba, torej, koliko je to bilo, 4 leta po doktoratu. Sem imel malo težave v službi, z določenimi ljudmi se nisem razumel. In prvič se mi je zgodilo, da sem tudi začel sovražiti ljudi, ne, ker so me pač ovirali tako čist iracionalno, polena pod noge. Pa takrat je še oče nenadoma umrl, čist nepričakovano, možganska kap. In to je potem botrovalo temu, da sem imel težave s srcem, ki so se stopnjevale. Tako leto pa pol so se stopnjevale. Jaz sem raziskovalno takrat veliko sodeloval z zdravniki, tudi s kardiologi. In nekako jim nisem zaupal. Ker sem pač videl, kako delajo z ljudmi, da jim dejansko pomagajo samo s kemijo. Jaz sem pa bolj zaupal nekako naravni poti, naravni zdravljenju. So se pa težave stopnjevale, ne, in je nekako sem si poskušal pomagati, ne, tudi sem začel meditirati, oziroma takrat temu nisem rekel meditacija, najdel sem eno knjigo Avtogeni trening. In tist me potegnil in sem pač tist treniral in je malo boljše bilo. Ne. Telo sem znal sprostiti, uma pa ne, ker pač tista knjiga o tem ni govorila. Ampak pa je šlo pa na slabš. Žena mi je težila, 5 zdravnikom, jaz pa ne, trmast, kot vedno. No, pa sestra, sestra je pač slišala za te moje težave in je rekla, prijateljica iz mladosti, Barbara Novak, ki sem jo poznal, ko sem bil še najstnik, smo se tam družili v mladinskem klubu,
da dela kristaloterapijo in to nadaljavo, da lahko dam svojo fotografijo. Ne. In meni je bilo tako smešno, to jaz sem se smejal, ne, kaj mi neumnosti govori. Ne. Ampak sestra je ustrajala, ne, mislim, prav tisto. Dej, ne. In jaz sem jo že imel zadost, pa sem dal svojo fotko, sem rekel, ne, sam da se te rešim. Ne. In sem seveda pozabil na to. Čez en mesec je pa Barbara res naredila to terapijo, en večer. In tisti večer sem jaz mislil, jaz nisem vedel, ne, da ona dela 10 km stran z nekimi kristali tam nad mojo fotko. Ampak jaz sem takrat mislil, tisti večer sem mislil, da bom umrl. Jaz sem dejansko, toliko sem se nelagodno počutil, čist neke čudne stvari so se mi dogajale tle, pa okoli vratu, pa v prsih. In dejansko sem rekel, zdaj pa si ne znam več pomagati. Ne? Očitno je kriza. Tisti večer sem se bal zaspati, sem mislil, da bom umrl. In sem se trdno odločil, zdaj pa drugo jutro grem pa pokličem kolega kardiologa, jaz si ne znam več pomagati. Ne? No in jaz sem se psihično pripravljal na to, da bom šel zdravniku, na kar me Barbara pokliče, ne? In mi prav, to pa to sem ti včeraj delala. Jaz pa ne, jaz sem pa mislil, da bom umrl. Ne? In pa se je opravičila, ne? Ker pač me ni vnaprej opozorila, ampak je vedela, da sem dal privoljenje, ker sem dal svojo fotko. Ne? Tako da je imela pač zeleno luč, jaz sem seveda pač pozabil na tisto fotko in na vse to. Ne? In pa mi je nekaj razlagala o nekih blokadah, čakrah, energijah, jaz nisem nič razumel, kaj govori. Ne? Ampak od tistega jutra naprej zginile vse težave, ki so se stopnjevale leto pa pol. Ne? Enostavno jih ni bilo več. Ne? Tako. In to je mene tako šokiralo, ne? Kako je to možno, ne? Nekdo tam 10 km stran, pa neka čara s kristali, pa ne da bi jaz vedel, ne? In taka sprememba. Ne? Zdaj sem hotel temu do dna priti. Mislim, kako je to možno? Ne? A je to sam nek placebo, ker je ona meni to sugerirala, ali kaj? Ne? Razumsko. Razum želi razlago. Ne? Jaz sem pač tak razumski človek. Ne? No in pa sem pač šel do nje, mi je dala knjige, me naučila meditirati. Sem pač začel tudi hoditi na razne tečaje, radiestezije, bioenergije. Čez čas, mislim, vse bolj in bolj sem videl, koliko veliko ljudi se s tem ukvarja. Ne? Prej nisem sploh porajal te stvari. Ne? In s časoma sem tudi jaz čez pol leta sem šel do prvi tečaj bioenergije, pa tam mi razum nikakor ni dopuščal napredovanja, ne? In sem skozi težil celi skupini z vprašanje, ne? In so me vsi že kar grdo gledali, razen tak je vodil, ne? Je pač vedel, kaj se dogaja z mano. Tako da je bil potrpežljiv, ne? Jaz sem pa skozi težil, ne? Take čudne izraze je uporabljal, pa mislim, nelogične, totalno. Ne? Motlo te je veliko stvari. Motlo, ja, stvari. izredno. Ne? Pa še zraven je potegnil pač neke besede religiozne, ne? Ker jaz nisem pač, jaz nikoli hodil v cerkev in nisem bil vzgojen versko, ne. In me je zelo motil, ne, mislim, razum mi nikakor ni dopuščal tega, kar on govori. No in tisto noč, ne, pač dvodnevni tečaj je bil, ne, tisto noč sem si pa jaz matematiko, ne, razložil. Ne, sem ugotovil, ne, da dejansko ta teorija izračunljivosti, izračunalništva, ki govori o algoritmih, o Turingovih strojih, zelo natančno pove, kaj se da izračunati, ne, z Turingovim strojem in vse ostalo je neizračunljivo. Pa ne samo neizračunljivo, je neopisljivo. Kar pomeni, da logičnemu razumu ne more biti dosegljivo. Ne? Ker tisto, kar je opisljivo, kar lahko z racionalno razložiš, z logiko razložiš, to je dosegljivo tudi s strojem, ne? Torej tudi Turingovim strojem. Pač matematika zelo natančno stvari postavi in pravzaprav edino v matematiki je, ko nekaj dokažeš, potem to drži, tega ne moreš nikoli več spremeniti. Ne?
In pač mi znanstveniki uporabljamo enačbe, torej funkcije, rekurzivne funkcije, jim uradno rečemo, matematično logiko prvega reda, uporabljamo gramatike, formalne gramatike in pa algoritme, torej Turingove stroje. In vsi ti formalizmi so enakovredni, enako močni, vsako stvar lahko prevedeš na drugo, in vsi imajo enake omejitve. No, in te omejitve so pa tako hude, ko začneš o tem razmišljati, da so omejene pač na racionalni svet. V matematiki je to, da bom malo zatežil, ampak se ni tako hudo. V matematiki iz srednje šole vsi poznamo racionalna števila, to je ulomke. Ulomek je razmerje dveh števil. In racio pomeni hkrati ne samo razmerje, ampak tudi razum. Naš razum dejansko deluje na tak način, da vedno primerja dve stvari, tako kot so pač ulomki definirani. In naš razum je na ta svet, to je diskretni svet, ali temu rečemo tudi števna neskončnost, ker je števno neskončno je teh ulomkov, to, kar je naravnih števil, zato ker lahko vsak ulomek lahko našteješ, prvi ulomek, drugi, tretji in tako naprej v neskončnost, jih lahko urediš po številih. No, medtem ko realni svet, tako kot so matematiki zelo pametno izbrali ta imena, realna števila, so pa v veliki večini iracionalna. No, iracionalnost pa pomeni, da je nekaj razumu nedosegljivo, dejansko je neopisljivo. In velika večina realnosti, tako sem si jaz takrat to razložil, je dejansko iracionalna, razumu nedosegljiva, besedi je enostavno premalo. Če hočeš ti z besedami nekaj opisati, lahko opišeš samo racionalni svet. Besede so pa matematika, je jezik. Ja, jezik. Jezik je omejen in omejen je na števno neskončnost, torej na diskretni svet. In to velja za celotno znanost. Celotna znanost je omejena na jezike, ki jih uporablja. Preko tega enostavno ne more iti. No, in ta klik po noči takrat, sem rekel, seveda, pač jaz sem s svojim razumom omejen, jaz si ne morem razložiti stvari, ki so neopisljive. No in takrat, naslednji dan na tečaju, je pa vse gladko steklo naprej. Da ne govorim o tem, kakšni vse čudeži so se dogajali, že na tem prvem tečaju. Mislim, sem hotel vprašanje postaviti izven konteksta, pa se on obrne k meni, pa mi začne odgovarjati na moje vprašanje, ne da bi ga jaz povedal. Ali pa recimo, nas je blagoslovil na koncu tečaja, pa je vrglo ven transformatorsko postajo za celo področje, celo Ježico tam, v tistem trenutku. Pa kaj je bilo? Še ene par takih, ki sem sam gledal, mislim, to pa res čudež. Ampak takrat mi je steklo, takrat sem se odprl, sem se pomiril, razum mi ni več begal, mislim, čeprav kasneje še vedno bega. No in to je bilo prvo tako doživetje, da sem pač z matematiko si pomagal pravzaprav, da sem premostil te težave. No, potem pa nadaljevalni tečaj je bil vsake 3 mesece, ampak drugi so šli takoj vsi na nadaljevalni tečaj, jaz pa nisem mogel. Sem bil najbolj počasen sem bil. Jaz sem rabil leto pa pol dela na sebi, meditacije, čiščenja, samozdravljenje, da sem začutil, zdaj sem pa sposoben iti na nadaljevalni tečaj. Tako da leto pa pol, drugi pa po 3 mesecih. No, ampak pol pa na nadaljevalnem tečaju smo pa nadaljavo delali. To je bilo pa kak komedija, res. Za razum totalna komedija. Lahko kaj deliš? Ja, delali smo tiste vaje, tako 15 nas je bilo v prostoru, eden je šel ven in je izbral enega izmed 15 in njemu pošiljal energijo in pol je moral povedati. S tem, da ta ni povedal, komu bo pošiljal. In to je špilal brez napake, mislim, to je noro. Tako da jaz, ko sem prišel domov iz tistega nadaljevalnega tečaja, spet razum ti vedno nagaja, pač.
še posebej, če si dolg časa vzgojen, tako bil. Ne. In pridem domov in pravim, mater, pa se to je nemogoče. A je on nas hipnotiziral, ne? Mislim, kako je to možno? Ne? Ampak kakšen trik, ne? Iščeš trik. Iščeš, razum ti poskuša, ne? Ja. No in pa sem rekel, neč bom test naredil. Pokličem sestro, ne? Ona živi na drugem koncu Ljubljane. Vedela je, da sem se začel z bioenergijo ukvarjati, ne? Sem rekel, da je 10 minut bom nekaj delal, ne, pa te pokličem nazaj, pa me zanima, če boš kaj čutila. Ne. Tako, test. No in pol, eksperiment. Ja, eksperiment. V tistih 10 minutah ne, sem se najprej osredotočil na trebuh njen. Pač v mislih se skoncentriraš na njen trebuh. Pa tega ji seveda nisem povedal naprej. Ne. Potem sem se skoncentriral na njeno hrbtenico. In na koncu na desno nogo od kolena navzdol. Sem rekel, pač čistko, da vidim, kaj bo. 3 stvari. Ne. In jo pokličem, ne, a skaj čutila, ne, sploh kaj. Ne. Ja, prav ona. Ja, najprej mi je bilo vroče v trebuhu. Ne. Pa se je razlezlo po celem telesu, ne, tako da hrbtenice posebej ni čutila, ampak celo telo. Na koncu je bil pa poudarek na nogah s poudarkom na desni nogi. Rekel, ja, noro, ne? Špila, k urca, neverjetno, ampak špila. Ne? Tako da to so bili taki umski preboji, da sem si dovolil, ne? Da te stvari dejansko špilajo. Sčasoma sem pa pol tudi nikoli profesionalno delal, ampak sem pač pomagal ljudem, sem delal razne terapije, celo na fakulteti, ne, smo se zapirali, sem v kabinet se zaklenil, pa sem delal terapije ljudem. Ja. Tudi nadaljavo sem delal, imam kar nekaj takih zanimivih izkušenj. Recimo en primer, pač vsi so nekako imeli na fakulteti za Črnovco, pa potihem tako. Ampak nekaterim je to zelo zanimalo, ne? Nekateri so pa ignorirali. Prav nekih zelo negativnih odzivov ni bilo, ne? Na srečo. No in tudi študentje so potem sčasoma zvedeli, da to počnem in pride enkrat en študent, je imel otroka, dojenčka na infekcijski kliniki in je bil že, ne vem, koliko je že bilo, gotovo je bil en teden že na kliniki z visoko vročino in zdravniki niso vedeli, kaj mu je. Ne. Jaz pa se zadržim malo nazaj, me prosi, če lahko pomagam, se rekel, bom najprej prosil tega bioenergetika, ker jaz pač le nisem, to je le odgovornost. Ne. In grem do tega bioenergetika in on pravi, ja, takoj, ja, te zgodbe nisem povedal, kako sem prišel do tega bioenergetika. Po televiziji, takrat je bila kabelska TV Ljubljana, čist na začetku, to je bilo leta 95. In je pač tako meditacija in je kao med to meditacijo, če si sedel zraven televizije, te je zdravo, vse, ki so gledali, to je zdravo. Ne. Jaz sem rekel, dober, bom probal, čeprav dvomim, močno sem, in sem kao, ampak jaz nisem načutil takrat, ne. In po meditaciji, po tem zdravljenju skupinskem, si ga lahko poklical v studio in ti je vse živo povedal, ne. Gledam tisto, kaj ga ljudje sprašujejo, kaj on govori, ne, sem rekel, ta pa res nateguje ljudi 100 na uro, in ga pokličem, in on takoj reče, ja, vi ste imel pa hude težave z ušesi, in to je bilo res, podkje on to, mislim, kako še nikoli v življenju tega človeka nisem videl, kako to ve, in pa mi še govorijo o enih blokadah tle v glavi, pa to, pa tle, tisto ga nisem razumel, ampak to z ušesi je pa zadev, mislim, kako, se nimajo vsi ljudje težave z ušesi. Jaz sem imel hude, vnetja srednjih ušes, kot v tem koncu osnovne šole. No in sem šel do njega in on je tako, pač kar ljudi sprejel, pa vsakmo tako, kar rentgen ga je pogledal, pa prav je tam eni gospe, ja, vi imate pa vretenc tam nekje pri ledvicah, premaknen. Pa prav, gospa, ja, jaz to vem, ampak jaz nisem zaradi tega prišla.
Jaz pa tako, kaj? Ne? Ja, njim je bilo to čisto normalno. Ja, jaz pa mislim, kako, ne, odkje, ne. Pa mi je pa tudi še par stvari mi je povedal čistko iz mojih odnosov v familiji, pa to, mislim, kako, odkje to ve, ne. Pa ga vprašam, kako to veš, ne. Ja, tle v Auriti vse piše, ne. No, tako sem jaz pač do njega prišel, no in zdaj, ko me je ta študent prosil, sem ga pač vprašal in on je takoj rekel, ja, to je pa virusna pljučnica, zdravniki tega virusa ne morejo najti in to lahko ti izrihtaš, ne. Tako mi je rekel, veš. Mislim, to je pa le odgovornost, ne. In pa sem šel domov in takrat sem še z nihalom delal. In sem vzel nihalo v roke, bom poskusil nadaljavo. Jaz tistega otroka nikoli v življenju videl nisem, ne? Jaz sem samo vedel ime, pa da je v bolnici. Ne? In se skoncentriram in nihalo se vrti in se noče ustaviti. Ponovadi je tam 1 minuta in je konc. Ne? No, in za tistega dojenčka, zdaj se ne spomnim točno, ampak tam blizu 10 minut se je vrtelo in se ni ustavilo. Ne? In pa se je ustavilo, ne? Sem rekel, ok, zgleda, da je zdaj v redu. In pol drugo jutro me študent pokliče, je rekel, zraven je bila pa žena, zraven otroka, ne? Jaz tega tudi nisem vedel, ne? Da ga je klicala žena iz bolnišnice, da mu je padla temperatura in da je veliko bolj živahen otrok, tako da je dobil končno energijo, prej je bil ves izčrpan. In sem rekel, super, ne? Ampak žena ni vedela, veš, da je študent z mano govoril, ne? Tako da je bila čistko informacija, kako bi rekel, neusiljena. In pa sem še 3 dni sem delal terapijo otroku in terapijo pač pomagal energetsko nadaljavo in je bil zdrav in je šel. In s tem, da zdravniki niso vedeli niti kaj je bilo, niti kaj mu je pomagalo. In pol, mislim, ko se pa to zgodi, se pa sam zahvališ, da si lahko pomagal, oziroma da si pomagal, da je ta pomoč prišla do njega, dejansko ne pomagaš ti. Ja, jaz imam tukaj verjetno 20 vprašanj, glede vsega. Ne? Bom se kar prepustil. Prva stvar, ki mi pride na pamet, je, a se ti zdi, da bo kdaj znanost lahko te stvari potrdila? Se pravi, da bo nekdo dobil Nobelovo nagrado za zdravljenje nadaljavo. In če ne, recimo, zakaj ne? Ker to mene vedno recimo, vedno to vprašanje mi pride. Ne? Zakaj potem ne gremo v laboratorij, to dokažemo in smo vsi na isti ravni, ne? Na svetu? Ja, odgovor je malo daljši. Ne? Torej, ogromno ljudi je imeli tudi tako izkušnjo kot jaz in so znanstveniki, ne, kako bi rekel, prva klasa, ne, in so padli v to in so se začeli s tem ukvarjati in so želeli dokazati, ne, te stvari. In skoraj vedno je bil odziv znanosti totalno negativen, ne, pač teh uradnih establishmenta, zato ker vedno prideš pač do tiste meje, ko znanost ne more preko tiste meje. Ne. Znanost je omejena, to je dejstvo, ne? Mislim, dejstvo matematično bom jaz temu rekel, ne? In preko nekaterih stvari ne more iti. Kaj lahko znanost naredi? Znanost lahko eksperimente dela in potrdi učinke, ne? In takih potrditev je ogromno, ne? Razložiti, ne? Da bi pa najdel model, matematičen model, ki bi razložil, kaj se dejansko dogaja, tle pa je pa znanost preveč omejena, oziroma naši jeziki, naš racio je preveč omejen, ne? In tam se zadeva pa neha. Ne? Tako da teh eksperimentov je ogromno narejenih, ne? To v vseh državah, Rusi, Amerikanci tudi so veliko dela teh poskusov, Indijci, ne? Jaz sem bil na enem kongresu v Indiji, in so imeli samo abstrakte, ne, torej povzetke raziskav, in to so bili taki kupi A4 knjig, samo povzetkov teh raziskav. Ne. Tako da tega je ogromno narejenega, ne, in učinki so potrjeni. Ne. Zdaj, jaz imam na svoji spletni strani objavljeno tudi nekaj linkov oziroma nekaj člankov teh, ki so se mi zdeli zelo
relevantni. Recimo molitev je taka stvar, ne, ki so jo proučevali, kako molitev, kar je pravzaprav isto kot bioenergetsko zdravljenje nadaljavo, ne, pač ko ljudje iskreno molijo za zdravje nekoga drugega, ne, nadaljavo seveda. In so delali dvojno slepe poskuse in so popolnoma potrdili, statistično so potrdili, da to deluje. Res? Ja. Zakaj pa to ni splošno znano, recimo, ne? Zato, ker potem pa uradna znanost hoče to ponoviti, ne? Tle se pa zadeve zapletajo, ne? Ker znanost hoče imeti neodvisne poskuse, kjer lahko ponoviš zadeve, ne? In lahko kdorkoli to isto naredi. Ne? Tle se pa stvari zapletajo. Zakaj? Ne? Ker pri teh subtilnih zadevah, ne, igra odločilno vlogo volja človeka, ki dela eksperiment. Unka izvaja ali unka nadzira eksperiment? A sta lahko to dve ločeni? Ja, pri dvojno slepih poskusih je to ločeno, ne? Ampak dejansko tudi tisti, ki nadzira, ne? Tisti, ki ve, ki točno ve, kaj se dogaja, ne? Tisti, ki pa ne ve, ne? Ker je lahko v placebo skupini ali pa pa nima tega nadzora. Ne? Ampak tisti, ki nadzira, tisti, ki ima nek namen, kaj želi pokazati z eksperimentom. Ne? In ljudje imajo lahko namen pokazati, da molitev deluje, ne? Lahko imajo pa namen pokazati, da molitev ne deluje. Tudi podzavestni namen deluje, ne? Čeprav si ti mogoče objektiven, ne? Pa rečeš, kar bo pa bo, ne? Ampak v podzavesti imaš še vedno lahko tisto, jaz bom pa dokazal, da to ne bo špilal. Ne? In to velja za bioenergijo, za molitev, za homeopatijo, recimo je tudi taka, ne? Ki je pač ljudje jo uporabljajo po celem svetu, ne? Tudi pri nas v lekarnah dobiš homeopatska zdravila, ne? Ampak ne, uradna znanost tega ne potrjuje oziroma negira celo, ne? In blati vse ljudi, ki so razvijali homeopatijo in ki so dokazovali, da to deluje, ker so pač kontraeksperimenti bili narejeni, ki so pokazali, da ne deluje. Ne? In pri nas recimo zdravnik se s homeopatijo uradno ne sme ukvarjati, hkrati pa drugi ne smejo recepte pisati, samo zdravnik lahko recept napiše za homeopatijo. To je paradoks, ne? Mislim, neumnost. Ne? Ampak ljudje vedo, da to deluje in to uporabljajo. Ne? In to celo zdravniki svoje svojce ne? Pošiljajo homeopatom, ker pač jim uradna medicina ne more pomagati, ne? Homeopat ga pa zrihta, ne? Potem. Ampak pač razumsko se to ne da razložiti, ne? In zaradi tega pač te stvari potem. In to velja za vse take, da tako rečem, parapsihološke eksperimente. Ne? Telepatija, telekineza, teh eksperimentov je ogromno, ki potrjujejo, da te stvari delujejo. Ne? Ena zelo močna skupina PER na Princetonski univerzi je delala 20-30 let te poskuse in so imeli statistično tako močno potrjene, da presegajo vse standarde naše znanosti. Ne? Pri nas je tista 95% gotovost, ki jo zahtevajo, ne? Oni so dosegali pa tam 99,999 gotovost, da stvar ni naključna. Ne? Ampak ne, ker pač ni razlage, ne, znanstvene razlage, zakaj to deluje, ne, se pač to ne sprejme. Ne. Ampak ljudje uporabljajo te stvari, ljudje uporabljajo alternativno medicino in jo tudi bodo, ne, in homeopatijo, in bioenergijo, in reiki, in kaj jaz vem, Bachove kapljice so tudi taka stvar, ne, ki jo znanost, ampak ljudje imajo izkušnje, deluje. En tak poskus, ne, ki je tudi mene prepričal, pa sem dolg časa rabil, da sem to sploh naredil, ne, je karte. Ne. Ja. Šloganje s kartami, to se ve. Ne. In jaz sem pa te Oshove karte, Osho je pač en modrec indijski, ki je pač tudi razburkal duhove v Ameriki, ne. Ampak je res mojster, vsakemu čast. In sem pač te karte, s temi kartami sem začel, ne, tako.
In zdaj, matematično gledano, ne, ti karte premešaš, ne, in nač jasno na ključe. Ne. In če boš to testiral, boš dobil na ključe. Ne. Če boš to ponovil 1000-krat, ne, se bo zgodilo, da vsako karto približno enakokrat potegneš. Ne. Ampak, ne, ko ti greš te karte mešati in si zadost ponižen in prosiš za pomoč, z namenom, ne, ker imaš težavo, ti imaš hudo težavo, ki jo želiš razrešiti, razum ti ne zna pomagati, ne, pač razum, jaz ne vem, ne, kaj je rešitev, ne, in prosiš za pomoč. In tvoja volja je zdaj toliko ponižna, ne, da prosiš za pomoč. In takrat dobiš karto, ne, in je ta prava karta. Ne. Če boš pa to zdaj, nekdo bo šel pa to dokazovati, ne, da to... Ja, kako veš, recimo, da je karta prava, ne bi bilo vprašanje. Ja, tak, ne. Ampak iz izkušenj, ne, ker jaz sem pač imel težave, ne, in najdem odgovor, ne, in si rečem, ja, to bi mogoče bilo, ne. In čez čas ugotovim, da je to bilo res ta prava stvar, ne. To je življenjska izkušnja, ne. Recimo ženo sva, ona je tudi pač, ona je drugač profesorica slovenščine, nemščine in kasneje z otrokom drugim je šla študirati še psihologijo in bila seveda totalno razočarana tudi nad tema, ne. Poj pa le našla pač Bachove kapljice in ona se ukvarja zdaj z Bachovimi kapljicami. A lahko razložiš, kaj jaz recimo prvič slišim? Aha. No, stvar je podobna kot homeopatija. Edward Bach, angleški zdravnik, je v prvi polovici prejšnjega stoletja živel. Je bil odličen zdravnik, super, ne, mu je šlo, denarno tudi in vse, ne, in je bil tudi znanstvenik. Ampak ne, je čutil, da ta kemija, ki jo uporablja, ne, da to ni prava stvar, ne, in je iskal naprej. Ne. Pa je šel najprej do homeopatije, pa mu to ni bilo všeč, ker je homeopatija vseeno malo agresivna, ne, klin s klinom nekako, ne, in uporablja tudi strupene stvari in tako, ne, jasno v homeopatskih dozah. In tudi ni bil zadovoljen in je iskal naprej, on je iskal preprosto zdravilo v naravi, ne, ki ne bo agresivno, ki bo samo pozitivno delovalo in ki ga bo lahko vsak uporabljal. Ne. In je odkril, da lahko prenese te informacije iz rastlin v vodo, ki se pač konzervira z alkoholom, ta informacija. Vse to je znano pač na področju tistih, ki se ukvarjajo s spominom vode, ne. Da alkohol drži informacijo, voda jo pa s časoma zgubi. No in je tako je odkril 39 esenc, pravzaprav 37 esenc plus ena iz rastlina, ne, cvetov rastlin. Ena je samo studenčnica, no ena je pa mešanica, tako imenovano rešilne kapljice, rešilno zdravilo, rescue remedy. Ne. In namen teh Bachovih kapljic je delovati na čustva. Torej, za razna čustvena stanja, v katerih se znajdemo, ljudje pravzaprav, ker ne znajo s temi čustvi delati, s časom razvijajo bolezen na fizičnem telesu. Ne. In on je pač s to svojo metodo pravzaprav zdravil izredno uspešno, tako rekoč čudežno. In te Bachove kapljice so tudi pri nas v lekarnah, ne, ampak po celi Evropi že mnogo prej. Ne, tako da. No in ona je pač prišla do teh Bachovih kapljic kot psihologinja, ne, je to zelo blizu, ampak je manjkalo, ne, pač psihologija danes gre zelo razumsko, zelo statistično, tako. To je bila razočarana, ne. Ampak ko je pa to povezala z Bachovimi kapljicami, ne, je pa prav zacvetela, ne, da tako rečem. No in ima tudi lepe uspehe, ne. To na teh čustvenih zadevah zelo malo delamo, mislim, pravzaprav nas v šoli nič ne učijo o tem. In ljudje imajo neverjetno, kakšne vse težave, mislim, to, navzven zgleda vse v redu, situirana družina, vse ok, ne, navznoter pa razvaline, cela družina lahko, ne, totalne razvaline čustvene. In ona ima lepe uspehe, no, mislim, to
tudi ne, pridejo ljudje z fizičnimi težavami, ne. Ona jih pa seveda ne sprašuje po fizičnih težavah, ona jih sprašuje po čustvih. Ne. Na začetku se kregajo, ne, da pravzaprav so prišli zato, ker recimo ena gospa je imela težave s čeljustjo, ne, bolečine v čeljusti, noben zdravnik ni mogel pomagati, noben zdravnik, tudi homeopat ni mogel pomagati. Pa je prišla pa do nje, jo pa ona sprašuje o čustvenem stanju. Ne. In ona se je najprej upirala, ne, ampak pa je le začela. In pa se je izkazalo, da ima hude težave v zakonu, z odnosom, z možem, in da vsakič, ko se krega z možem, dejansko jo boli čeljust. Zakrč se, ne? Ja, neke blokade so. Neke energetske blokade, ki so se pa začele pol že na fizično bolečino. Ne? No in ko je pa začela Bachove kapljice, te mešance, ki jih pripravi Irena, žena, ne? So bolečine zginile. Ne? Tako, mislim, človek bi rekel čudežno. Ne, take stvari se dogajajo. Ali pa ne vem, otrok ne spi, zdravniki mu ne znajo pomagati, ne, joka cele noči. Ne. Starši sicer skeptični, ampak pač pridejo, ker ne znajo pomagati. In pa jim da pač tisto mešanco, oni sicer tako skeptično, ne, ampak pa naslednje jutro jo pokličajo, danes je pa prvič po ne vem koliko mesecih spal celo noč. Ne. Tako, ne. In se ona tudi začudi, ne, ker pač ni pričakovala tako močnega odziva. Ampak teh izkušenj je zdaj v 20 letih že toliko veliko, da sploh ni dvoma nobenega. Ne. Ja, ful me zanima, kako si ti to svojo racionalnost ali pa ta svoj background, ki si ga imel na področju računalništva, povezal s tem. Ne. Mogoče greva lahko malo zafilozofirati, če se strinjaš. Ja, sej, začel sem takrat, ne, s tistim racijom, racionalna pa realna števila. In pravzaprav je to meni odgovor na vse, ne. Iz tega izhajam. Da pravzaprav racijo, ne, naš razum, ali pa če hočeš naši algoritmi, ali pa naše logične formule, ali pa funkcije, ne, vse so omejene na diskretni svet, opisovanje diskretnega sveta. Mi sicer imamo tudi zvezdno matematiko, ne. Ampak ne, število simbolov, s katerimi opisujemo ta naš svet, ne, je še vedno števno neskončen lahko, ne, potencialno. Neskončen ni nikoli, ne, ampak potencialno je neskončen, ampak samo števno neskončen. Ne. In to takoj potegne za sabo mejo, preko katere znanost enostavno ne more iti. Ne. No in jaz sem potem s časoma, na začetku sem bil zelo naiven. Jaz sem mislil, da sem odkril Ameriko, ker sem to bioenergijo odkril, pa te terapije. Ne. In sem tudi prvič, mislim, da je bilo leta 1998, ne, je bila ena konferenca, informacijska družba v Cankarjevem domu, ne, in sem tako javno predaval o mojih izkušnjah z bioenergijo. Ne. Tako naivno. Ne, pač. Jaz sem hotel vsem to povedati, ne, mislim, koliko je to super. Ne. In jasno so me takoj začeli napadati, ne, mislim, zelo tak negativen odziv. No, zraven je bil pa profesor Pribram, Karel Pribram, on je profesor emeritus na Stanfordu, ne, ki me je pa začel zagovarjati. Ne. Ne, tako, eno okroglo mizo smo imeli, ne, in oni so me vsi napadali, ne, na kar se on pač kot eminenca, ne, na področju znanosti se javi, ne, in me začne zagovarjati. Ne. In so vsi utihali, ne, ker pač jasno, jaz sem bil mlad, pa naiven, pa neumen, ne, so pluvali po meni, ne, on me pa. In v tistem trenutku so se vsi nazaj pomaknili. Ne. Ne, in pa sem pa Pribrama vprašal, ne, sem mu rekel, ne, da moj razum, ne, pa to je omejeno, ne, da je znanost dejansko omejena. Zakaj sploh raziskovati, če vemo, da nikoli pravzaprav čez to mejo ne bomo šli? Ne. No, odgovor je pač zelo pragmatično. Je rekel, prvič, ne, tudi na tej strani je neskončno. Sicer je števno neskončno, ampak je neskončno, tako da dejansko tudi znanost nima nikoli konca, čeprav preko te meje nikoli ne bo šla. Ne. Drugič pa, življenje bi bilo dolgočasno, ne, če bi rekla, zdaj nekaj mora raziskovati. Ja, ne,
Tako da je zelo pragmatično odgovor, zelo fino, pravzaprav, lepo je odgovor. Kaj pa, če ti dam eno tako direktno vprašanje, a misliš, da je zavest produkt materije ali obratno, da je materija produkt zavesti? Itek ne veva najbrž, ampak... Ja, jaz ti pač lahko svoje mnenje, Ja, saj, svoje potem sprašujem. izkušnje, glede na svoje izkušnje ti lahko povem. Ne? Torej, materija je iluzija. Ne? Tako kot modreci pravijo, jaz sem potem, ko sem se ukvarjal s tem bioenergijo, pa alternativno medicino, pa s Kirlianovo kamero, smo tudi na fakulteti enih 7 let, 8 let raziskovali te stvari. Ampak sem vedno prišel pač do tiste meje, ko enostavno preko pač ne morem iti. In potem sem se z iskanjem modrosti začel ukvarjati, tako da sem 5 let delal na knjigi Učitelji modrosti. Na koncu mi je tudi žena pomagala, tako da sva oba soavtorja. In od modrecev sem se veliko naučil, pa ne v smislu razumskem, kako bi rekel, razlage, ampak v smislu tega, kaj mi govori srce, čemu lahko sledim in kaj čutim, da je resnica, kaj pa ne. Ampak nič od tega se ne da dokazati. Tako da zdaj, če povem svoje mnenje, materija ne obstaja, materija je iluzija. Ta miza zgleda kot nekaj trdnega, dejansko je pa vakuum. To tudi fizika, tudi kvantna fizika to pravi. Dejansko nič trdnega ne obstaja. Obstaja samo neka polja, ki preprečujejo moji roki, da bi šla skozi to mizo. Ampak polja obstajajo, ne? Polja, ja. A so ta polja zunaj mene? Deva, mogoče še mečkam preden prideva do tega. Zdaj jaz, če bi znal urediti atomčke v svoji roki, bi šla gladko skozi to mizo. Pač nekateri mojstri tudi delajo take čudeže, da se pol kar čudimo, kako je to možno, da je šla roka skozi mizo. Ampak dejansko, kaj to je, kaj so ta polja? A je to res neka materija, energija, ali je to zgolj neka informacija, ki drži skrb ta tridimenzionalni svet, v katerem živimo? Zdaj, zavest definitivno presega materijo, mislim, to so tudi moje osebne izkušnje in izkušnje mnogih ljudi. Najbolj pomembne raziskave so na področju obsmrtnih doživetij, ki potrjujejo, da zavest preživi telo, oziroma zdaj dokazati tega itak ne morejo, ampak nekako namigujejo na ta sklep. In vse raziskave na področju obsmrtnih doživetij se zaključijo tako, da pravijo, ker nimamo razlage, moramo dovoliti možnost, da zavest preživi telo. Torej, ko telo odmre, zavest živi naprej. Tako da zavest je nekim precej globjega in pomembnejšega kot materialni svet. Znanost pa seveda lahko opiše oziroma se ukvarja samo s tistimi stvarmi, ki jih lahko izmeri in ki jih lahko opiše. Kar pomeni, da je precej omejena. Zavest po drugi strani je pa subjektivna izkušnja. Znanost mora biti objektivna. Objektivnost pač pomeni to, da je eksperiment mora biti ponovljiv, vsak ga lahko naredi in vsakič mora biti ista zgodba. Neodvisno od eksperimentatorja. Kar je pravzaprav iluzija, ker pa znanost ustraja na to, da so eksperimenti neodvisni od eksperimentatorja. Ampak dejansko volja eksperimentatorja vedno vpliva na eksperiment v takšni ali pa v drugačni obliki. In če je eksperiment zelo subtilen, bo ta vpliv toliko močnejši. In vse parapsihološke zadeve so take, da tisti, ki želi dokazati, da nekaj špila, dokaže, da špila, tisti, ki pa želi dokazati, da ne špila, bo dokazal, da ne špila in pol imaš prerekanje v znanosti, eni za, eni proti. Zavest je pa subjektivna izkušnja, ne more biti objektivna in pravzaprav znanost danes nima definicije zavesti in najverjetneje tudi nikoli ne bo imela.
Z zavestjo se sicer ukvarja veliko znanstvenikov, zdaj že gotovo 25 let, če ne več, so vsakoletne konference o zavesti. V Tucsonu v Arizoni, na univerzi, imajo vsako leto te konference, zdaj jih imajo tudi v zadnjih letih tudi po drugih koncih sveta. Enkrat v Tucsonu, enkrat pa nekje drugje po svetu. Ne. In jaz sem bil enkrat leta 2002, mislim, da na tisti konferenci. In tam se srečujejo znanstveniki vseh področij. Matematiki, fiziki, kemiki, biologi, računalničari, zdravniki, psihologi in v zadnjih letih vabijo tudi ljudi, ki se ukvarjajo z meditacijo in ki se ukvarjajo s temi energijami iz subjektivne, osebne izkušnje. Ker ugotavljajo, da dejansko zavest je osebna, subjektivna izkušnja, da jo objektivno pravzaprav ne moreš niti definirati, če jo ne moreš definirati, jo ne moreš opisati, jo ne moreš preučevati v objektivnem smislu, lahko jo preučuješ samo subjektivno preko osebne izkušnje. In to tudi počnejo v zadnjih letih vse bolj in bolj, tudi v Sloveniji. Torej, jaz sem pa računalničar in umetna inteligenca je pa objektivna izkušnja. Inteligenca je sposobnost. Inteligenca pomeni to, da v nekem omejenem času lahko rešiš nek problem. Okay. In če to si sposoben, pa si inteligenten. Si sposoben pač rešiti določeno vrsto problema. S tem, da inteligenc je več kot 100 različnih. Tukaj govoriš o ozki, generalni inteligenci, univerzalni? Se pravi, imamo ozke inteligence? Nek sistem, ki dela zelo ozko? Inteligenca je sposobnost. In to lahko objektivno tudi izmeriš. Ti lahko preveriš, če nek sistem se obnaša inteligentno. To pomeni, da lahko reši neko nalogo. Pravzaprav je vsak izpit inteligenčni test. In vsak test meri določeno vrsto sposobnosti. In teh sposobnosti danes psihologi ločujejo, okoli 150 različnih inteligenc. In nekaterih inteligencah si lahko boljši od drugega in obratno. Recimo, imam tudi študentom vsakič pokažem en tak kratek video, kjer opice rešijo en inteligenčni test bistveno bolje od vseh ljudi. Zakaj? Ker imajo pač tak hardware, drugačen in za preživetje v naravi pač so boljši. In pa se hecam, zmeraj jih vprašam, jaz pač ne morem tako dobro rešiti to nalogo, opica pa to pomeni, da je opica bolj inteligentna od profesorja na fakulteti. In pa so tako malo v dilemah, ampak pa pridemo do tega, da za to vrsten tip naloge, za to vrsten tip inteligence je opica seveda boljša. Obstaja pa cela kupica drugih inteligenc, kjer je pa človek boljši. Ampak to so sposobnosti objektivno preverljive in jih lahko izmeriš. Zavest pa ne. Zavest je pa subjektivna. Jaz zase lahko trdim, pa ne morem tega dokazati, da sem zavestno bitje, ker imam to osebno izkušnjo. Ne morem pa tega narediti recimo zate. Jaz pač lahko sklepam, ker si tudi človek, ker se podobno obnašaš, ima veliko podobnosti, da si tudi ti zavestno bitje. To je pa Turingov test. Lahko sem jaz toliko dober sistem, da te jaz prepričam. Ja, lahko bi pa ti bil recimo toliko advanced robot, da dejansko me prevaraš. Jaz mislim, da si zavestno bitje, dejansko si pa robot, ki sledi nekmu algoritmu, čist slepo, ker pač, če si algoritem, pač slediš, kot računalnika, sledi tistim ničlim in enicam slepo, to je avtomatsko se dogaja. Ampak pač jaz dobim občutek, da si tudi zavestno bitje. Inteligentno definitivno ker to lahko preverim, zavest pa ne morem preveriti. Se pravi, pa misliš, da neki stroj, ki jih bomo razvili, umetna inteligenca, ne bo nikoli zavestna? Umetna inteligenca sama po sebi ne. Če gledam materialno sestavo robota. Nikoli ne bojo luči pržgane noter. Ampak,
Zdaj, če gledam spet iz tega stališča, da pravzaprav jaz nisem telo, ne? Tako da če rečeš, da sem jaz zavestno bitje, kaj s tem misliš jaz? Ne? Če rečeš, ti si zavestno bitje, kaj misliš s tem ti? A ti misliš to telo, ne? Potem bom rekel ne, to telo ni jaz, ne? Jaz nisem telo, ne? Jaz sem nekaj več, ne? Ta zavest je samo prisotna pri tem telesu, ne? Tako bi se lahko zgodilo nekoč, ne? Da bo zavest prisotna tudi pri nekem umetno ustvarjenem telesu, ne? Ko bojo roboti zadost sposobni, ne? Da tako rečem, da uporabim pač to vzhodnjaško terminologijo, se bo lahko neka duša inkarnirala tudi v tako telo. Aha, ok, razumem. Kaj pa, če greva nazaj, recimo, prej sva se o opicah pogovarjala, šimpanzih. Ja. A so opice po tvojem mnenju zavestne? Ja. Okay. Kaj pa, če greva nazaj v nižje vrste? Ne? Ja. A misliš, da se nekje neha to? Ne. A gre zavest do kvarka? Do kvarka. Okay. Modreci pravijo, vsak atom ima svojo zavest. Ne? Torej dejansko vse, kar obstaja, je ta zavest. Ne? A to je ta panpsihizem, a je to tista veja, ki verjamejo, da je v vsakem delcu je malo zavesti. Ne? In potem, ko skupek naredimo, tako kot človek je skupek teh delcev, dobimo bolj kompleksnejše zavesti. Ne vem sicer ta izraz, ampak modreci tako pravijo, ne? Zavest je vse prisotna. Ne? Vse, kar obstaja, je zavestno. Ne? Do neke mere, seveda. Ne? In hkrati, duhovnost je polna paradoksov. Hkrati pa nič ne obstaja, ne? Dejansko je vse skupaj iluzija, tako kot sanje. Mnogi modreci uporabljajo sanje kot ilustracija tega našega življenja. Ne? Sanje, ko spiš po noč, so, rečejo temu, kratke sanje, ne? Življenje so pa dolge sanje. Ne? In dejansko, ko se prebudiš iz teh sanj, ko telo odmre, ne? In gre zavest nekam drugam, ne? Takrat pravzaprav ugotoviš, da so bile to samo sanje. Pol, mogoče, če te vprašam, a bi se dal ljubezen opisati z matematično enačbo, najbrž bi rekel ne. Ne. Ne, ampak dejansko, če rečem ljubezen, jaz bi dal tako zelo preprosto enačbo. Ne? Ljubezen je enako, zavest je enako, etika je enako Bog. In to je vse, kar obstaja. In to je vse eno in isto. In v eni svoji pesmi sem tudi napisal, da vse, kar obstaja, je ljubezen, vse ostalo je neumnost. Pol po tej enačbi ni mogoče biti neetičen. Ja, zdaj pa prihajava do paradoksov, ki so za... Vse tisto hudič in Bog je v bistvu ista stvar, Satan. Ja, tako je. Dejansko, modreci pravijo, kot prvo, smrti ni, smrt ne obstaja, smrt je iluzija. In pač jasno, smrtjo prestrašiti človeka je najlažje, ampak če je človek toliko zaveščen, da se smrti ne boji, ker ve, da je to iluzija, pa ga ne moreš več manipulirati. In zato tudi velja, da vsi modreci so bili nezaželeni s strani politikov in voditeljev in tudi mnogih vrhovnih teh religijskih krogov, ker jih nisi mogel zmanipulirati nikakor. Mislim, z ničemer jih nisi mogel prestrašiti. Smrt ne obstaja. To nekako verniki še spremejo. To jim je nekako logično. Ampak iz tega takoj sledi, da zlo ne obstaja. To pa velika večina ljudi, tudi velika večina vernikov nikakor ne more sprejeti, da zlo ne obstaja. Ker vse, kar obstaja, je Božje, je Bog. In dejansko vsa ta igra dobrega in zla, trpljenja v življenju, je Božja igra. Zdaj se lahko pač vprašaš, čemu je to sploh namenjeno, zakaj. In to je tisto, razum se vpraša, zakaj. Ja, razum se vpraša. Zakaj se sploh gremo te igre. Modreci pravijo, Zemlja je otroški vrtec. Planet Zemlja je namenjen temu, da pač ljudje delajo neumnosti, in dejansko je zelo očitno, da delamo neumnosti. In se skozi to učimo, dejansko dvigujemo svojo duhovno zavest.
Nekateri hitreje, nekateri počasneje. Ne. Mnogi pač rabijo veliko seminarskih nalog, pa diplomskih nalog, ne, ponovitev, kar pomeni življenje, če govorimo o reinkarnaciji. Čeprav modrci zelo redko govorijo o reinkarnaciji, rajši o tem ne govorijo. Ne. Ampak tu in tam dobiš ta namig, ne, da pač, če ti ni ratalo v tem življenju, boš pa pač naslednjič naredil to seminarsko nalogo. Ne. Odprl srce, recimo. Kaj sem hotel reči? Čemu vsa ta igra? Ne? Itak je vse božje. Ne? Tudi, recimo, če grem v tak ekstrem, zelo grd ekstrem, če ti umre otrok. Ne? Ali pa, bom tako rekel, nekdo ubije tvojega otroka. Ne? Mislim, to si naš razum, tu zemlji, si tega, mislim, te katastrofe ne moreš predstavljati. Mislim, imaš neko predstavo, ampak ko to doživiš, je to gotovo totalna groza. Ne? Ampak, ta smrt je zaigrana. Ne? Tisti, ki je to ubil, je naredil to z nekim namenom. Ne govorim, da je to prav, ali pa ampak zdaj, a je Jezus sposoben odpustiti takmu človeku? Ne? Je, zakaj? Zakaj Jezus ljubi tudi zlikovce? Ne? Zato, ker ve, da so otroci. Ne? Ve, da to, kar so naredili, napako, so naredili ne zaradi tega, ker so zli, ker so zlobni, ampak zato, ker so nevedni. Otrok dela neumnosti, ker pač ne ve. Otroku si sposoben vse odpustiti. Otroka boš ljubil tudi, če naredi neumnost. In se tvoja ljubezen zaradi tega do otroka ne bo zmanjšala. Ampak ja, do svojega otroka to gre. Kaj pa sosedov mulc? On je pa, če ti naredi neko neumnost, pa ga ne boš imel odkoriti. Ga boš začel sovražiti, pa obsojati. Če bo pa to odrasel naredil, boš pa sploh popenil in klin za klin. In to je tisto. Naučiti se moramo ljubiti in sprejemati vse, tako kot je. In kot modreci pravijo, namen življenja ni, da bi karkoli spremenil v tem svetu. Naš namen ni spreminjati svet. Naš namen je sprejeti svet tak, kakršen je, kajti tak, kakršen je idealen. Je božji. Ja, kako pa gledaš na to, recimo zadnjih 50 let, če se vrneva malo nazaj na fizično, zadnjih 50 let smo imeli kak tak razvoj v teh Moorov zakon, se pravi, tranzistori se vsake 2 leti podvojijo in zdeli se z 2 cena tega, A misliš, da bo ta razvoj še naprej šel v tej smeri? In tudi eni verjamejo, da bo šel nedogled ta eksponentna rast. Pa mogoče lahko tukaj prideva nazaj, če gremo nazaj na to, kar smo se glihkar pogovarjali, do singularnosti. Kako gledaš na to tehnološko singularnost? Zdaj, tehnologija, pa duhovnost sta 2 precej različni zgodbi. In ljudje smo fascinirani s tehnologijo. Se upravičujem. Sam na nek način sta tudi ista stvar. Ker prej sva rekla, vse je skupek vsega. Vse ima svoj namen. Vse izhaja iz istega izvira. Tehnologija, tako bom rekel, tisto, kar povzroča neumnosti na tem svetu, so ambicije. Sliši se zelo čudno. Jaz sem tudi prvič, ko sem to slišal od enega modreca, kako ambicije, to je pa nekaj pozitivnega. Prav, da samo tisti človek, ki je nesiguren vase, je ambiciozen. Če si ti miren v sebi, potem ne rabiš nobene spremembe, nobenih novih tehnološkega napredka, takšnega in drugačnega, mobitelov in 5G in 10G in tako naprej.
Preprosta zgodbica. Ne? Ribič ob reki, ne, pač uživa, lovi ribe, ne, in pride prijatelj iz mladosti, ne, v kravati, rekelcu, pa povej, kaj pa ti tle delaš? Ja, vidiš, ribe lovim, ne. Zakaj pa nisi bolj aktiven, ne, zakaj pa, ne, poglej mene, ne, jaz sem ustvaril najprej majhno podjetje, pa nam je šlo super, ne, in smo se razširili, pa sem investiral, ne, pa smo to, pa smo pa tretj, ne, pa ga Pavel Ribič vpraša, ja, kaj boš pa pol, ne, ko boš to dosegel, kar imaš zdaj. Ja, pa bom pa še razširil ta biznis, ne. Ja, kaj boš pa pol, ne. Ja, pa bom pa še malo bolj razširil, ne, pa bom imel še več, ne. Ja, kaj boš pa pol, ne. Ja, pa bom imel pa že toliko denarja, da mi ne bo treba več delati, pa bom lahko cel dan ribe lovil. Pa prav Ribič, ja, jaz pa to že zdaj počnem. Ne? Ful zanimiv, ker glih prejšnjega gosta, ker sem imel, je isto povedal zgodbo. Ne? Ja. In je res resnična. Ne? V dostih zgodbah v naši zgodovini je ta nauk noter, ne? Da smo že tam, kjer smo. Ne? Sam to si je zelo težko predstavljati, naš moj ego si je zelo težko predstavljati. To pač ego, ne, človeška požrešnost nima meja. Einstein je sicer rekel malo drugače, da dve stvari sta neskončni, vesolje pa človeška neumnost. Ne. Ampak to je to, ne, človeška ambicija nima meja. Ne. Ja, hočemo boljše življenje, ne? Oziroma mislimo, da bo kaj boljš. Pa polka nekaj dosežeš, pa vidiš, da pravzaprav ne. To se vidi v današnji družbi. Ne? Ljudje, ki so totalno situirani, vse imajo, ne? Mislim, več, očitno preveč, ne? So pa totalno nesrečni. Ne? In velika večina je totalno nesrečnih, v odnosih jim nikakor ne špila, se sovražijo, so zavistni, se jezijo, jih je strah virusa, ne? Pa ne vem česa vse. Ne? Dejansko ne znajo živeti, ne znajo se sprehoditi po gozdu in uživati in reči, jo, koliko je lepo, ne? Pa pogledati nebo, pa rožstvo kakšno. Ne? Ravnajo popolno. Ne? Na nek način, tako kot smo prej ugotovili. Popolno ravnanje, se pravi, ne morejo delati drugače, kot delajo, ker igrajo to igro, katero igra Bog sam sabo, če temu rečejo. Ja. Sej, nobena pot ni napačna. Ne? Tako kot so včasih oziroma še vedno govorijo, vse poti vodijo v Rim. Ne? Dejansko je to mišljeno, vse poti vodijo do Boga. Ne? Nobena pot ni napačna. Ne? Prav vse poti, in to modreci brez izjeme vsi pravijo, ne? Da nihče ne dela nič narobe. Ne? Vsi se pač so na svoji poti, se učijo, ne? In prej ali slej bojo prišli do Boga. Ne? Ampak pač nekateri po uni poti, eni pa po tej. Ne? In zdaj, kjer je pametnejši ali pa kjer je boljši, ne moreš govoriti, ne? Ker najbrž nimajo še takih izkušenj vsi. Ne? Zdaj, če imaš ti 100 življenj za sabo, ne, imaš gotovo več izkušenj kot nekdo, ki je šele začel. Ne. Ja. Recimo. Ne. Tako da vsak rabi večino izkušenj za to, da doseže modrost. Ne. Ne bom rekel, da so vse nujne, ne. Najbrž niso, ne, ker se lahko tudi kaj od drugih naučiš, mogoče, ne, ampak ljudje smo zelo počasni učenci, zelo smo leni, kar se tazga učenja tiče. Ne. Dejansko je veliko lažje biti ovca, ne. Pustiti odgovornost voditeljem pa drugim, ne, kot prevzeti to odgovornost zase, ne, in odpreti srce in nehati sovražiti in nehati spreminjati in popravljati sveta okoli sebe. To je ta ponižnost, ki je temelj vsake duhovnosti, ne, da dejansko si rečeš, ne, ja, kaj sem pa jaz, ne. Kdo sem pa jaz, da bom spreminjal Božji svet. Ne. A verjameš v svobodno voljo? Ja. Svobodna volja je spet en tak zelo pomemben pojem, povezan z zavestjo. Ne? In zdaj znanost dejansko nima odgovora, ne? Na to vprašanje, ali svobodna volja obstaja. Ne? Recimo, če jaz dvignem roko, ne? Znanost nima odgovora na to, kaj je povzročilo, da sem jaz dvignil roko. Ne?
Ali je to moja res svobodna volja, da je prišla od mene, ne, da sem to naredil, ali je to posledica vseh teh atomčkov, celotne moje zgodovine, izkušenj, celotnega vesolja, če hočeš. Ne. Jaz recimo, če ne bi vprašal tega vprašanja, ti najbrž roke ne bi dvignil. Ne? Ja, jaz sem ti zdaj To, da sem jaz vplival. Jaz sem ti s tem sicer nekaj hotel pokazati, ne? Ja. Ampak zdaj, a je to moja volja, ne? Da sem to izbral, ne? Ali je to posledica in sva midva sam robota, ki slediva Algoritme, nekim algoritmom. Ne? Tako da odgovora na to vprašanje znanost nima in najverjetneje ga tudi nikoli ne bo imela. Ne? Kaj pa modreci pravijo, ne? In kaj pač jaz iz osebnih izkušenj pravim, ja, imamo svobodno voljo, vendar jo ne uporabljamo, ne? Okay. Ker smo veliko večino časa smo algoritmi, ne? Veliko večino časa delaš stvari, ne da bi se zavedal, kaj počneš. Ne? Študentom pravim tak primer. Ne? Nedelja se odločim, da grem na izlet, ne? Se usedem v avto, pa začnem razmišljati o enem problemu in se znajdem z avtom pred fakulteto. Ne? Kaj se je zgodilo? Jaz sem dejansko cel čas bil v glavi, ne? In dejansko se nisem zavedal, kaj počnem. Ne? In to počnemo skoraj non-stop. Ne? Gotovo 95, če ne 99% časa smo dejansko avtomati, nezavedni avtomati. Ne? In veliko večino časa se ne zavedamo. Ne? Avtomat pa pač pomeni to samo to, da slepo slediš nekim pravilom, nekim naučenim vzgibom, ne? To, kar počnejo računalniki. Ne? Sledijo ničlam in enicam, ne da bi se zavedali, kaj to pomeni. Kako pa lahko ven iz te igre prideš, se pravi, samo zavedanjem ti je poklonjena svobodna volja. Ne? Tako je. Kdo pa je kriv za to, da si se začel zavedati? Ne? Kriv? Ali kdo? Odgovoren. Ali kdo ima zasluge? Recimo, zmes teh stvari. Ker recimo nekdo te nauči meditirati. Recimo temu Buda. Ne? Ja. Zapiše, oziroma njegovi učenci zapišejo njegove nauke, midva sva zdaj človeka v 21. stoletju in mi začneva se zdaj učiti njegovih naukov in začneva se učiti meditacije in midva dobiva več zavedanja, vedno več zavedanja mava, ne? Ja. In potem midva rečeva, aha, zdaj pa jaz imam svobodno voljo, ne? Ampak je v bistvu že Buda nekako vplival na naju. Čak, zdaj ti bom paradoks povedal. Okay. Dokler se ne zavedam, ne? Torej dokler nisem zadosti zavesten, ne? Uporabljam delček svobodne volje, ampak jo zlorabljam. Ne? Dejansko delam proti božjemu načrtu, božji volji. Pa ljubezni, stran od ljubezni. Ja. Ampak to dejansko pomeni, da nisem svoboden, ne? Ker sem ukalupljen v neke predsodke, ne? Kar pomeni, da nimam svobodne volje. Ne? V tistem trenutku, ne, ko se razsvetlim, če tako rečem, ne, se osvobodim vseh predsodkov, ne, takrat imam svobodno voljo. Ampak tista svobodna volja pomeni to, da delam vse v skladu z božjim načrtom. Se pravi, je ne unovčam volje, ker mi je vseeno. Napačno razmišljanje, ker govoriš, kot da jaz nisem Bog. Okay. Torej, v tistem trenutku, ko se razsvetlim, ugotovim, da sem eno z vsem. Da sem jaz Bog, že od vsega začetka bil vedno, samo da se tega nisem zavedal, ne? In sem ločenost, recimo ta ločenost med nama ali pa ločenost mene od celotnega sveta je bila samo navidezna del igre. Ne? Ko se razsvetlim, ne, ta megla izgine, ne, in takrat spoznam, da sem eno z vsem. In ko si eno z vsem, potem seveda ne moreš nobenega sovražiti, ne, ker to je isto, kot bi sebe sovražil. Ne. Takrat spremeš celotno to igro in vidiš, ne, in mnogi, ne, zdaj mojstri se začnejo smejati, ne, ker pač je dejansko vse skupaj ena komedija, ne, božanska komedija. Sej to sem mislil, ne, ker zdaj bova itak v paradoksih govorila, ampak recimo sem Bog, hodim po poti
in grem lahko na pot A ali pa pot B. Ne? A ni vseeno takrat? Dejansko je vseeno. Ja. To sem mislil, ne rabijo unovčiti. Dokler ne. Ti govoriš zdaj ne rabim volje o tem, ko si že zavesten. Tako. Takrat, ko imamo svobodno voljo, po tvojem, ne? Takrat je ne rabimo unovčiti. Takrat imaš vse. Takrat ideja unovčenja izgubi svoj pomen. Ja. Takrat imaš vse. To je spet en paradoks v duhovnosti. Ne? Ego moraš potlačiti oziroma ga odstraniti, kar pomeni, da se odpoveš vsemu. Ko ego izničiš, si se vsemu odpovedal. Ampak takrat, v tistem trenutku, ko se res vsemu odpoveš, in to brez fige v žepu, res s celim svojim bitjem, takrat popolna predaja, takrat dobiš vse. Odpoveš se vsemu, hkrati pa dobiš vse. Pa se pa še temu odpoveš. Ampak pol, ko imaš vse, pol zgubi ambicija pomen, unovčenje pomen, doseganje česarkoli pomen. Vse te besede postanejo totalno irelevantne, ker vse, kar je samo še ena ljubezen. In to je edino, kar obstaja. Vse drugo je igra nezavednih ljudi, ki pač igrajo to igro sovraštva, jeze, strahu, pohlepa in tako naprej. A to teorijo Nika Bostroma poznaš? Teorijo simulacije? Si kaj bral? Mislim, da ni treba posebej o tem govoriti, ker to ni njegova izmišljotina, ampak to je modrost, ki je znana tisočletja, da dejansko lahko gledaš na ta svet materialni kot na virtualni svet. Jasno, seveda, šele pol, ko smo z računalniki začeli ustvarjati virtualne svetove, smo lahko to terminologijo začeli uporabljati tudi za to. Dejansko na 3D svet lahko gledaš kot na virtualni svet. Ki ima svoj namen, ni brez pomena, ima namen, kot rečeno, otroški vrtec. Mislim, on je zelo lepo opredelil to, prvič, ne vem, če je bilo prvič, ampak za razuma, ker statistiko nekako pokaže, zakaj je mnogo bolj verjetno, da je to simulacija kot tista realnost v fizičnem smislu, prva realnost. To mi je bilo zelo zanimivo. Ja, lahko na tak način gledaš. Jaz sem malo alergičen na to, da pripisujejo, vsake toliko časa kakšnemu znanstveniku neko teorijo, ker je to pumpanje ega. Recimo ravno na področju strojnega učenja govorimo o Ockamovi britvi. William Ockham, pač en angleški filozof, ki je pač izjavil, nesmiselno je storiti z več, kar lahko storiš za manj. Ampak to je zdrava kmečka logika, ki jo uporablja človeštvo, odkar obstaja. Ampak oni so pač pripisali to modrost temu Williamu Ockhamu. In to me malo živcira, da pač pol se pripiše enemu človeku neki, ker to je ego trip. Modrec nikoli ne bo rekel, jaz sem pa to naredil. Ja. Pa tudi on je bil del nekega sistema, ki sloni na prejšnjih ljudeh. Itak, je znanost je itak taka. Zelo pogosto je izredno nefer, znanost. Ker znanost sestavljamo vsi znanstveniki na tem svetu. Pa se pa zgodi, da pač ko zadeva skulminira in pač se eno odkritje zgodi in pol pripišejo to samo enemu človeku. In potem tudi vsi citirajo samo njega in ga hvalijo, ampak dejansko on brez vse te zgodovine znanosti ali pa nekih ključnih dosežkov vmes ne bi nič naredil. Tako da to je ego trip. In jaz recimo za vse, kar sem pa ne bom rekel ponosen, za kar sem hvaležen, da se je zgodil skozi moje delo, sem hvaležen. In ne rečem, da sem to jaz dosegel, ampak da sem hvaležen, da sem bil delček, da je prišlo do tega.
mislim, da hvaležnost zelo manjka na današnji civilizaciji. Vsi govorijo samo, jaz sem to naredil, ne? Jaz imam zasluge, jaz bom denar pobral, ali pa slavo, ali pa moč, ali pa denar. Ne? Hvaležnost je pa tista ta prava stvar, vsaj pač. Kaj pa bi dal kakšen nasvet, recimo ti si dosti v stiku z mladimi študenti, enemu mlademu, ki zdaj študira, kakšen nasvet bi mu dal? Pa kakšen nasvet bi mogel ignorirati, ki ga dobi zelo pogosto v družbi? Ja, jaz pravzaprav študente vedno malo sprovociram. Vse generacije imam trenutno 3 predmete predavam in vsakem vsaj 1 uro ali pa ponovadi se pol tisto razvleče, posvetimo filozofiji, pa o tem, kaj je smisel življenja, kaj je umetna inteligenca, kaj je naravna inteligenca, pa kaj je zavest. Ne? In dejansko jih provociram in vidim, ne, tako enih 5% do 10% je takih, ki totalno me zasovražijo, ne, ker to, kaj se pa grem, ne, kako lahko govorim o duhovnosti na računalniški fakulteti. Ne. Enih, ne vem, tretjina je mogoče čisto indiferentnih in čisto vseeno. Ampak tam, ne bom rekel polovica, ampak 1/3 je pa navdušenih, ne, in jih to vleče in se zahvaljujejo za take filozofske ure, čeprav seveda niso uradne te ure, ne, tako da filozofiramo pa pogosto. Ne. Zdaj na svet, kaj svetovati človeku, je pač odvisno od njegove situacije. Ne. Jaz se nimam za modreca daleč od tega, ne. In tudi nimam odgovore na vsa vprašanja in jih najbrž tudi vsaj v tem življenju ne bom imel. Ne. Je pa tako, ne, da modrec, ne, bo v navidez isti situaciji. Ne. Navidez pomeni to, ne, da če bi ti izmeril to situacijo, opisal z vsemi možnimi meritvami, parametri, ne, bi bila identična situacija. Ne. Ampak modrec bo videl to subtilno razliko, ne, in bo v eni situaciji bo rekel tako, v drugi pa drugače. Kar pomeni, da je treba slediti srcu, ne pa razumu, ko se odločaš, ne, o neki pomembni zadevi. Ne. In tle igra srce izredno pomembno vlogo. Ne? In, pri pomoči ljudem danes pač pozabljajo, ne? Medicina sploh, ne? Psihologija tudi, ne? Pozabljajo ravno na to subtilno zadevo, da je treba s srcem delati s človekom. Ne? Da če ti želiš človeku pomagati, ok, razum seveda je pri pomoči koristen, ne? Ampak ni zadost, ne? Ti mu moraš srcem narediti in ko mu srcem narediš, takrat se zgodi čudež. Ne? Kaj pomeni čudež? Čudež pomeni to, da naš razum reče, priznam, ne razumem, kako se je to zgodilo. Ne? To je čudež. Ne? Čudež pomeni, da enostavno nimamo razlage za to. Ne? Ampak čudeži se dogajajo in dogajajo se z namenom. In se ne bo zgodil zato, ker bi jaz zmeril in hotel dokazati, da obstaja čudež ali pa dokazati, da ne obstaja. Ne? To ni ta pravi namen čudeža. Ne? Čudež je namenjen ravno temu, da se čudimo. Da ustavimo svoj razum. Ne? In v tistem trenutku, vsaj v tisti mikrosekundi, smo tukaj in zdaj in se zavedamo. Ne? In takrat smo lahko hvaležni za tak čudež. Ne? Jaz imam kar nekaj teh osebnih izkušenj, za katere sem zelo hvaležen in za katere nimam razumske razlage. Ja, in se lahko sam nasmehnem in rečem, ja, čudeži obstajajo. Kako se ti pa zdi, da bo, predvsem na zahodu je to, se mi zdi, da problem, to stičišče možgana pa srca, ne? Kako to vidiš v prihodnosti? Misliš, da bo šlo kaj na boljše, na slabše? Izzivov imamo velika, ne? Sploh na tvojem področju, ne? Umetna inteligenca, tukaj je ful velik tvegan, ne? Za človeštvo. Ja, spet bom rekel z besedami enega modreca, ne?
Ker ljudje smo zmer tisti, kaj pa bo, ne? Kakšna bo budučnost. Kaj nas je strah? Kje bo ta prelomna točka? Ne? In pravi, en modrec je tako rekel, v časih, kot je tale, ne, se dobro zavedati, da so bili vedno časi, kot je tale. Nič ne bo drugače. Igra se bo nadaljevala, ne? Ta otroški vrtec se bo nadaljeval, trpljenje se bo nadaljevalo, kajti trpljenje ima svoj namen. Brez trpljenja ljudje zelo težko naredijo korak na duhovni poti. Zelo redki brez trpljenja napredujejo. Velika večina, nažalost, ne, potrebuje trpljenje. Ali pa bom rekel, potrebujemo trpljenje. In trpljenje ima svoj namen. In trpljenje, tle je zdaj tisto vprašanje dobrega in zla. A je Hitler, ne, ki je pač naredil toliko enih slabih stvari, ne, a je to bila božja volja, ne, ali je to hudič, ne, ki je katastrofo naredil. Ne. Moj odgovor bi bil pač tak, ne, da gre za otroški vrtec, ne, vsi se učimo skozi to, ne, ampak skozi to trpljenje je on, seveda nezavedno, ne, in nikakor ga ne zagovarjam, ne, je naredil veliko dobrega. Ne, mnogim ljudem so se srca odprla, pa ne zato, ker je on to hotel narediti, ne, ampak skozi trpljenje so prišli do tega. Ne. Ena zgodba, ki se me je zelo dotaknila, na enem pogorišču, taborišča po drugi svetovni vojni, ne, so na tistem pogorišču so v zemlji našli zakopan svitek. Na njem je pisal nekaj približno tako nekako. O Bog, ne, ko boš sodil tem zlikovcem, upoštevaj tudi vse dobro, ki ga je njihovo zlo rodilo. Toliko medsebojne pomoči, sočustvovanja, ljubezni, ne, nismo bili sposobni celo svoje življenje. Zato, o Bog, te prosim, ko jim boš sodil, upoštevaj tudi to in jim odpusti. Mislim, ko to povem in slišim, me vedno spreleti srh, ne? Ker nekdo, da lahko nekaj takega napiše, da odpusti, res mislim tistim za razumsko gledano totalnim zlikovcem, kaj so počela, ne? Če lahko odpustiš njim, ne, pomeni to, da si res odprl srce. Ne. Pa si svoboden. In si svoboden. Tako. Hvala, Igor.